Nasa vila boden, mi spanajgen, rožmarin da bom golfala. Fanteždim, mi spanajgen, rožmarin da bom golfala. Fanteždim, kaj boš revca ti golfala, nisi lepa, nisi zala, grem skoz mesta in vasi posod so lepše. Gospa ti, grem skoz mesta in vasi posod so lepše. Gospa ti, v Ljubljanci so pa take, ki imajo ričke zlate, saj jim svetijo, kako luč da vidijo fantje. Temno noč, saj jim svetijo, kako luč da vidijo fantje. Temno noč. Žetev sivke je simbol povezovanja in prijateljstva, saj je sivka bila redka v naših krajih, sedaj pa omamni vonj vse spominja na preteklost in nas pomirja. Pomeni povezovanje in takšen je bil namen druženja na praznični dan na Konjiškem 30. junija 2021. Spoštovati preteklost, pravilno živeti sedanjost in potovati v prihodnost. Naj vas skozi čas druženja vodijo lepe misli, potrpežljivost, strpnost, dobra volja in nova prijateljstva. Praznujmo praznike skupaj, povejmo vesoljnemu svetu, da znamo in da smo vredni praznovanja. Dobrodošli in naj se naša skupna srčna pot prične. Skromno in s dostojanstvom. S temi besedami je predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice, gospod Cveto Štefanič, povabil na prijeten kulturni dogodek v okviru Konjiških dni 2021. Na Štajerskem hribcah lepo zeleni in trtica vinska rodi. In vsi ga tam zdravi veselo pijo in pesmi si zraven pojo. In pesmi si zraven pojo. Turistično društvo Slovenske Konjice je ob prazniku občine Slovenske Konjice in ob 30. obletnici samostojne Slovenije organiziralo veliko tradicionalno žetev sivke na Trebniških vrtovih. Praznik se je pričel v parku pod Trebnikom, kjer je goste pozdravil konjiški valček orkestra profesorjev glasbene šole Slovenske Konjice. Predsednik Cveto Štefanič je v pozdravnem nagovoru opisal lepote mesta in se zahvalil številnim društvom Dravinjske doline, Savinjske doline, Koroške in Podravja za obisk in pomoč. Predstavniki več kot 20 društev so se odpravili v Lamprechtov dom, kjer so pozdravili vse stanovalce, še posebej gospoda Jožeta Kokota in ostale člane društva v njihovi hiši, ki letos praznuje 150 let delovanja. Tak jasno se veli, če to mi je od Boga, od njej mi lepše ni. Če to mi je od Boga, od njej mi lepše ni. Članica društva Ana Dušica je zapela vsem gostom in stanovalcem. Na mnoge zamire, poti te krojijo, le sebi verjeti, da znam. A včasih skupaj sva bili v očih ti, kar rada bi rekla.
nežna, večno Boga, vse ste našle, prestrnjeni ljubezni, izpolnjene. Po prijetnem druženju je pisana druščina zasedla Florjanove vrtove, kjer so se s pesmijo in plesom predstavili otroci iz Konjiškega vrtca pod vodstvom gospe Monike Kerovec-Korošec in prisotnim gostom podelili pisma z dobrimi željami. Vse je pozdravil tudi konjiški župan gospod Darko Ratajc. Velika skupina je nadaljevala pot do Trebniških vrtov ob spremstvu zlatega harmonikarja gospoda Domna Jevšenaka. Bogato obložena miza z ribjimi dobrotami iz ribiške restavracije na Stvenicah in pecivom, ki so ga na žetev prinesli gostje, je pričakala množico pod mogočnimi drevesi Trebniškega parka. Princ ptujskega karnevala, senator rimskih iger in hkrati predsednik društva Klopotec Soviče Dravci, gospod Stanko Vegan, je v spremstvu skrbno sestavljene ekipe za vodenje žetve naznanil začetek prijetnega dogodka in ob koncu pa dal pohvalo vsem za vzorno opravljeno delo. Pridne roke koscev in žanic so ustvarile na stotine šopkov, ki so potovali po Sloveniji, prejeli pa so jih tudi vsi gostje na svečani seji občinskega sveta. Pri žetvi so na svoj način sodelovali varovanci varstveno-delovnega centra. Ob izdelavi šopkov so vsi gostje spremljali nasvete gozdarja, naravovarstvenika, lovca in dobrega poznavalca zgodovine, gospoda Nika Laznika, ki je podal nekaj misli o rimski cesti, ki je nekoč vodila skozi naše kraje. Zeliščar in ekološki pridelovalec hrane, gospod Drago Iršič, je ob svoji predstavitvi poklonil vsem sivkino olje za dušo in telo. Sekretarka na Ministrstvu za kulturo, gospa Minka Jerebič, je aktivno sodelovala v programu in izrazila navdušenje nad organizacijo in namenom prireditve. Srečni in zadovoljni so vsi zapustili Konjice, mesto žlahtnih zgodb, mesto cvetja in vina ter Minatijevo mesto, z obljubo o dobrem sodelovanju in ponovnem srečanju ob kakšnem drugem dogodku.